Prijeten in prijazen pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v pogovoru in oddaji z mojstrom, režiserjem sicer, ko se bomo podali v svet fantazije. Z nami je Jan Belodjerič, pred priimkom še en R. Jan, lep pozdrav v našem studiu. Zdravo. Kaj ta pomeni ta R? No, rekel si, da mi ne boš takole zaupal, pa vendarle sem te malce sedaj požgečkal, ne? Ok, to je taka čisto interna družinska fora. Tu smo se pogovarjali, da jaz sem naprej razmišljal, da bi pod psevdonimom napisal knjigo. In je hčerka si v bistvu zmislila psevdonim, ki je sestavljen bil iz mojega imena, iz imena psa in iz imena mačke. In je ostal od tistega psevdonima. Jan, omenil si knjigo, seveda danes smo zato z našimi gledalkami in gledalci, da predstavimo tvoj prvenec. Prvo knjigo, ki si jo izdal, gre za fantazijsko pripoved z naslovom Animus v svetu senc. O tej knjigi bomo danes govorili, jo boš tudi predstavil, pa vendarle fantazijski žanr. Nekako je tudi pri nas v Sloveniji tam v 90-ih letih doživel eno ekspanzijo, seveda zaradi, kot si zapisal, da je tale knjiga po največjem čarovniku, seveda gre za Harryja Pottera, in tudi najmočnejšem prstanu, se pravi trilogiji o prstanih. Se pravi, ti dve, sicer so prej že obstali zgodbi, predvsem tu moram reči Gospodar prstanov, ne? Tolkien je prvi nekako to načel, potem Rowlingova z Harry Potterjem, pa vendarle pri nas ta žanr ni nekako domač v slovenski literaturi, redko najdemo. Pa jaz moram reči, da jaz ne poznam nič kaj dosti slovenske fantazijske, čisto te klasične fantazijske literature. Velikokrat so zgodbe napisane, ko otroci se odpravijo na počitnice, pa se tam neke čudne stvari dogajajo. To še je, ampak tu pa tak Animus se mi zdi, da meni bi bilo najboljšega opisati, da je nek tak križanec med Harry Potterjem in Hobbitom. Zato, ker so pač otroci tisti, ki so glavni junaki, ampak način pripovedi je pa bližji Hobbitu, ker grejo po eni poti, ki jih pelje skozi to njihovo zgodbo. No, vse to je nekako, če še ostajamo pri tem žanru, ne, nekje je bilo zapisano, da pravzaprav je to težko napisati. Kar veliko ljudi recimo piše, ne pa objavi teh svojih fantazijskih zgodb, pripovedi, ki pa seveda morajo imeti neko glavo, neki rep, ne, o repu bo vam na koncu, ker še repa ni videti, ne, tudi pri tej tvoji zgodbi, ne. Namreč zelo intelektualne sposobnosti pisca zahteva to vrstno pisanje, potem ogromna količina podatkov se v teh knjigah pojavlja. Jaz sem bral in Gospodarja prstanov in recimo Harryja Pottera, recimo, če primerjamo, in še nadarjenost mora biti zraven. Poznali smo te prej kot režiserja, kot vrhunskega režiserja, zdaj pa prvenec, moramo reči, da gre za prvo knjigo, ki jo izdajaš. Pravzaprav, kje si dobil inspiracijo? Kje se je začela ta zgodba? Zgodba se je začela že pred kar nekaj leti. Inspiracijo sem dobil od hčerke, Naje. Začel sem pisati za njo, namreč. Samo se je po enih dveh poglavjih takrat ustavilo. Pa zdaj pred dobrim letom sem pisanje spet povzel, pa je kar nekako, mislim, dobesedno bruhalo iz mene, uživam v pisanju Animusa. Nekako tak sem se že navezal na vse like, da so mi tako blizu, kot bi malo živeli v enem sosednjem prostoru, ne pa v knjigi. Jan, je zgodba tudi pri tebi podobna kot pri ostalih fantazijskih pripovedi? Nek junak, neka skupina otrok, gre na pot od doma, gre običajno, vsi grejo od doma, ne? Gre v neki svet drugačen, tam se soočajo z težavami, sovražniki, s prijatelji, rešijo zadevo in potem na koncu pridejo domov. No, konca tega srečnega domov še v tej knjigi Animus v svetu senc ni zaznan. Je vmesna postaja že tudi srečna vrnitev domov. Mislim, je čisto klasična struktura, osnovna struktura. Potem pa nekako sem jaz zapeljal zgodbo na tak način, da bralec v nobenem trenutku ne more vedeti, kaj se bo zgodilo v naslednjem poglavju, ker se mi to zdi bolj zanimivo, kot da že ko začneš brati, nekako predvidiš, kako se bo vse skupaj steklo. Kar nekajkrat tudi sami liki v zgodbi povejo, da nič ni tako, kot je videti v tem svetu, kjer so.
in tudi bralec bo imel ta občutek. Ne. Ker moram reči, da tudi meni je dostikrat tak, da jaz si zamislim eno pot in potem začnem pisati naslednje poglavje, pa sem dobesedno šokiran, kako so se liki odločili. Ker pač jaz nisem pričakoval, da bojo oni sprejeli to odločitev in jih ta odločitev pelje čisto drugam, kot sem jaz mislil. Mislim, jaz si zelo natančen načrt zgodbe delam naprej, ne. Vem, kam moram priti na določenih točkah. Ne. Samo vmes pa se zgodijo ene stvari, ki mene presenetijo. In to pač fejst presenetijo. Se pravim, kot da so liki malo zaživeli, pa živijo eno svoje življenje, pa oni meni delajo še bolj sive lase, kot jih že itak imam. Zaradi tega, ker pač pričakujem, da bom lahko peljal v eno smer, pa potem liki grejo čez drugo smer, kot sem jaz hotel. Ampak zanimivo je, da je tista smer običajno še bolj zanimiva, kot sem si jaz predstavljal. No. Mislim, zato ker dostikrat rečem doma, da moram iti pisati, ker me zanima, kaj se bo zgodilo naprej. Ne. Tako da, pač na tak način. Zanimivo obrazložitev, se pravi, toliko se vživiš, Jan, v to, da te liki sugerirajo pravzaprav neke odločitve pri pisanju. Si kdaj v mladosti veliko fantaziram, ti si še bil v letih, ko si verjetno Petra Pana bolj čital, kot pa kaj drugo. Ali je to povsem normalno? Takrat verjetno moraš imeti mir, ne? Tišino okrog sebe, ko se nekako poglobiš in identificiraš pravzaprav s temi liki, ne? Zdaj tako je, da jaz sem odvedno dosti časa v domišljiji po mojem preživljanju. Se to je tudi povezano s tem, da sem se k filmu usmeril, pa k odru, ker tam je domišljija tista, ki jo prenašaš v resničen svet in ustvarjaš, oživljaš v bistvu svojo domišljijo. Ne. Pisanje pa ima še več svobode, ne, zaradi tega, ker gledališče in film sta omejena z nekimi budžeti, ki si lahko privoščiš. Tu pa nimaš omejitve, ne. Tu pa lahko greš z domišljijo, kamor hočeš. Mislim, moraš ena pravila sveta, ki sem si ga sam izmislil, ne, ampak ko enkrat sem postavil pravila tega sveta, se mi zdi pomembno, da jih upoštevam, ker pač to gre meni ful na živce, ko vidim v zgodbah in v knjigah in v filmih, ko se odločijo, da ena pravila v svetu zgradijo, potem pa jih kršijo zaradi tega, da bo lažje zgodbo peljati dalje. Ne. Jaz rajši se ustavim, grem malo nazaj, grem malo ven, gost je tisti, ko največkrat pomaga pri razmišljanju. Pohorje imamo v Mariboru, greva ženo na Pohorje in se hitro, ne ena, ampak 2-3 ideje, kako rešiti situacijo. In od ideje, ki mi jih da gost in pogovor, ki ga imava, ko se spuščava s Pohorja. Če greva k same knjigi, 4 prijatelje, najstnike, pravzaprav v žarči svetlobah, kolikor vem, odpotujejo na drugi planet, kako se ni pomembno, ne? In potem tudi ta planet, tako kot naš Zemlja, dualistično sestavljen, ne? Tipičen primer dobro in zlo, in se tam soočijo z nekim zlom. Zapisal se en trenutek, spremeni vse, verjetno takrat, ko so šli v tole dimenzijo in potem branijo se pred tem zlom, ti 4 prijatelji. Zdaj ne vem, rekel sem medmes, da se tudi nekaj vrne oziroma neke stvari, pa vendar imena so izmišljena, tudi planeta, tudi tam se prijatelji oziroma sovražniki, ki se srečujejo, morda nekaj o teh najstnikih, ki gredo nekam izven naše galaksije. Glavni junak je Gal in knjiga je napisana na takšen način, da Gal pripoveduje zgodbo. On je tisti, ki je glavni pripovedovalec. Njegovi prijatelji so Mojca, Miha in Vasja in so taka zelo povezana druščina že na Zemlji. Potem pa, ko pa pridejo v ta novi svet, pa se pač morajo na en čisto drugačen način povezati, zato da lahko kljubujejo silam, ki jim tam stojijo nasproti. Seveda spoznajo še nove prijatelje, oni so samo začetek, ta njihova druščina je tista, ki je osnova, potem pa spoznavajo nove, ne vem, Clarea Nata je en tak lik, ki je meni super. Mislim, tu mogoče lahko omeniva ilustracije, ki so v knjigi, ne. Ana Vičič jih je naredila, sodelovala sva že prej pri enih projektih. In ravno Clarea Nata je en tak lik, da ko sem jaz videl njeno ilustracijo, je bila točno takšna, kot sem si jo jaz predstavljal. Jaz sem še zdaj navdušen na tisto ilustracijo, ko vidim, ne. Potem so tukaj Šuri, potem je tukaj Šilček. To so vse liki, ki širijo njihovo druščino
da ta druščina postaja večja in močnejša. In nekako je to tudi en tistih glavnih, kar se meni zdi pomembnih momentov, da spoznavajo to, da samo skupaj lahko kljubujejo, da noben posameznik ni dovolj močen, da bi kljuboval čemorkoli. Veliko mitologije, seveda, tudi tu zajete, takšne ali drugačne, verjetno bolj posegaš fantazije, ampak knjiga je tu pred nama, jo bova tudi pokazala našim gledalkam in gledalcem kasneje. Pri teh fantazijskih knjigah, pripovedih, moraš biti zelo vztrajen, bralec, sedaj se postavljam vlogo bralca, zelo vztrajen, kaj ti treba veliko podatkov predelati, knjige so obsežne, debele. Tvoja sicer ne izgleda neki, da ne bi tega najstniki, vsi tisti, ki bomo posegli in brali, obljubim, da jo bom prebral, ker sem tudi ostale, pa vendar včasih listamo nazaj, da dobimo neke podatke, da se spomnimo v nekaterih, kot je recimo trilogija Gospodar prstanov ali pa pri Harry Potterju kakšno knjigo nazaj, da vemo, da zaznamo, da lahko nadaljujemo tudi miselno in spoznamo tisto pravo. Je tu treba se precej vračati na začetek? To je poleg tistega, kar sem rekel, da sem poskušal, da sem upošteval pravila, ki sem jih sam postavil, je bila druga stvar, ki mi je bila najpomembnejša v knjigi, ker 2 meseca sem jo pisal, pa 1 leto sem jo pilil potem, da se ne rabiš nikoli vračati, da nikoli se ne ustaviš, da teče, da ima en tok, ki te vleče s sabo. Tudi če mogoče enega imena si prvič ne zapomniš, je dovolj hitro ponovljeno, da ga pač potem usvojiš postopoma. Mislim, zdaj mlajši bralec, mogoče pod 10 let, ker je tudi za takšne knjiga, že zdaj berejo 9-letniki, sem slišal, ampak se bo mogoče moral vrniti, pa bo moral mogoče starše vprašati na kakem mestu. Tisti, ki so pa 12 let in več in odrasli, bojo pa brez težav, ne samo, da se ne bo rabili vračati, ampak po mojem jih bo vleklo, brez da bi odložili sploh v drugem delu, ker je pač konstantno se dogaja, konstantno se spreminja, pa konstantno se svet, ko že misliš, da veš, kakšen je, te obrne pa se zgodi nekaj drugega. Isto je pri likih, ko en lik misliš, ta lik verjetno ni dober, pa potem naredi nekaj takega, da misliš, mogoče pa vseeno je dober. Pa se v naslednjem trenutku spet izkaže, spet naredi nekaj takšnega, da spet nisi prepričan, mogoče pa je vseeno slab. In ta način se meni zdi, da je tisto, kar dela zanimivo, to zgodbo o animusu, da moraš vztrajati naprej, pa niti ne vztrajati, da te tako vleče, ker te zanima, kaj se bo zgodilo, kaj bojo naredili. Kdo je sploh tisti, ki jim stoji nasproti, ker še se zdaj točno ne ve. Knjiga, ki seveda jo težko odložiš, zaradi teh knjig tudi porast prodaje sendvičev, ker ob knjigi beremo, ne gremo niti včasih na kosilo, brško ne je ta knjiga takšna, da jo je težko odložiti in, kot radi rečemo, na en dušek prebereš. Kakšni so prvi odzivi bralcev in bralk, verjetno zasleduješ malo, kajti knjiga je že v prodaji, v boljših knjigarnah, bolj založenih knjigarnah in tudi preko spleta, tudi temu vam rekla, kje se da dobiti. Kakšni so odzivi? Pa zdaj moram reči, da zelo dobri. Mislim, sploh mi je všeč to, da je knjiga navdušila mlajše bralce, tiste, ki so bili v mojih mislih, ko sem pisal knjigo, to je tam od 12 let naprej, vse do srednje šole, najstniki, hkrati pa tudi starejši, moja generacija in še starejši, saj Tone Partljič je napisal spremno besedo, on je star 80 let in je bil nad knjigo navdušen, zelo mu je bila všeč. In potem vse generacije vmes. Mislim, jaz sem niti nisem toliko razmišljal, kako bi zdaj to strukturiral, da bo všeč mlajšim bralcem pa starejšim bralcem, ampak ko zdaj sam preberem knjigo, vidim, da pač ima knjiga dve plasti, 2 nivoja, 2 zgodbi. Ena zgodba je tista osnovna, ki je za otroke, grejo, pa se malo borijo, pa je avantura, dogodivščine. Se malo ljubosumja, pa malo tistega, pa malo veselja, pa super, dogodivščina, pustolovščina. Pol pa je še ena zgodba, ki pa zadaj teče, tista zgodba pa gre malo bolj v globino, pa se malo bolj ukvarja z tem, kakšni smo, kakšni bi naj bili. Zgodba ni končana, ne? Rekel si, da hočeš napisati trilogijo, pravzaprav, kot je Gospodar prstanov. Tako da
ne veš pa tudi sam konca, koliko sem sedaj v pogovoru s tabo se pogovarjal. To se pravi, nadaljevanje zagotovo sledi. Zagotovo sledi, to je tale knjiga, ki jo našim gledalkam in gledalcem predstavljamo, kje se da dobiti, kje se da naročiti, kje se da kupiti za tiste, ki bi želeli tole knjigo na en dušek prebrati. Knjigo lahko dobijo na spletnem naslovu aljatera.com, potem jo lahko zdaj že dobijo tudi v vseh sigurno večjih knjigarnah, pa počasi tudi že v manjših, pač traja nekaj časa, da pride po celotni mreži knjigarn, ampak se pravim, na aljatera.com je super varianta, zaradi tega, ker tam je poštnina brezplačna, ker ne rabiš iti od doma, ker ne rabiš se ukvarjati z ničemer, jo dobiš na dom in stvari rešeno. In nestrpno čakaš poštarja, ki jo prinese na dom. Jan, je to slovenski Harry Potter, Hobbit? Jaz verjamem, da bo to izredna uspešnica, da bo to neki bestseller, kot radi rečemo na Zahodu, in da bo to slovenski fantazijska pripoved ne samo leta, ampak tudi nekako kot smerokaz ostalim piscem, ki bodo šli po tvojih poti. Jaz zagotovo trdno verjamem svojo knjigo in sem prepričan v to, da je takšna, ampak nisem jaz tisti, ki lahko to pove. Ne? Bralci bojo morali povedati, če je to mogoče bodoči slovenski Harry Potter. Upanju na to. Hvala, Jan, za obisk v našem studiu. Predstavljali smo vam danes knjigo Jana Bilodjeriča Animus v svetu senc. Že beseda senca je takšna, da je malce takole skrivnostna in zavita v temo, saj je tudi senca del teme oziroma svetlobe. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, z Janom Bilodjeričem smo predstavili pravzaprav knjigo Animus. Posežite po njej, slišali ste, kaj boste doživeli ne samo za naše najmlajše, tudi za vas odrasle, bo kaj zanimivega v tej knjigi. Srečno do prihodnjič.